Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni spet v družbi tretjega polčasa. Spet bo zanimivo in pa v prvi vrsti spet bolj ali manj obarvano nogometno. Namreč še naprej in pa tudi nocoj bomo govorili o vlagateljih iz Ukrajine, ki prihajajo v celjski nogometni klub. Tudi o rokometu in košarki bomo govorili, tako da ostanite v naši družbi. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v petem krogu SEHA lige doživeli drugi poraz. V domačem Zlatorogu jih je s kar 40-29 premagal Vardar iz Skopja. S to zmago je Vardar prišel na prvo mesto v ligi SEHA. Jutri bodo Celjani začeli še novo sezono v ligi prvakov. V Celju bo gostoval Zagreb. Če so Celjani dobili zadnje 3 medsebojne tekme z Vardarjem, so tokrat že v prvem polčasu izgubili vse možnosti za zmago. Potem, ko 7 minut niso našli poti do Vardarjeve mreže, je namreč tekmec ušel za 7 golov in polčas dobil s kar 20-13. Čestitke ekipi Vardarja, njihovemu trenerju. Videlo se je, da nič niso prepuščali na ključu. Pripravili so se maksimalno. Arpad imel svoj dan. In povsem zaslužena zmaga. Čeprav moram reči, da je bilo kar nekaj stvari, ki me dobesedno bolijo. In to so zelo veliko izgubljenih žog, naša nepreciznost v 100% strelih in pa seveda tisto, kar je zaradi česa sem najbolj razočaran, se pravi igra v obrambi, ki je bila na zelo nizkem nivoju in to je tisto poglavitno, zaradi česar se pravi igra v obrambi in pa izgubljene žoge, ki so pripeljali do tega, da je Vardar od 20. minute naprej zadihal lažje, se pravi z polkontrami oziroma hitrim centrom in nekako po prvih 10-15 minutah, ko je bila tekma v egalu, postavil stvari, tako kot so se odvijali potem do konca. Luka Žvižej, ki se je tako kot Ivan Gajić in Kristjan Bećiri vrnil v ekipo, je pred 1000 gledalci dosegel 8 golov, Žiga Mlakar 7. Takšne visoke razlike si ne bi smeli dopustiti. Tekmo smo otvorili sicer dobro, držali nek ritem tam do 15. minute, potem pa so se igralci Vardarja odlepili in na to razliko povečevali do konca tekme. Igrali so rutinirano, brez velikega naprezanja. In mi si sicer takšnih lahkih porazov ne bi smeli dovoliti. Res je, da je nasprotnik zelo močan, ampak ne smemo iskati razlogov samo v teh sicer zelo napornih turnejah, ki smo, mislim, da zdaj zadnje 3-4 tedne igrali skozi sreda, sobota, ne težko gostovanje, ampak moramo tudi te razloge poiskati v nas samih, razčistiti. In sedaj, ko se malce sprosti ta ritem, ponovno se vrniti na tiste stare tire, na kateri smo želeli. Pred nami je veliko dela, ni pa veliko časa in mogoče bom rekel, da je treba se zapreti v telovadnico, igrati, trenirati maksimalno, se dobro spočiti, regenerirati. Nenazadnje, za moje fante je to prvič, ampak to niso izgovori, da smo v 14 dneh igrali 5 tekem, bili v 3 dneh v Prešovu in v Izvidžaču in očitno to tudi pušča določene posledice pri določenih napakah, ki jih sem prepričan, drugače ne bi počeli. Ampak, tako sem prej rekel, to niso izgovori, to je tako je. Sigurno, da prevzemam na sebe, krivdo za te napake oziroma te stvari, ki se nam ne bi smele dogajati. Po drugi strani, tako sem rekel že pred sezono, jaz si želim vsako tekmo zmagati, tako tudi igramo to SEHA ligo, se pravi, da gremo nekako vsako tekmo na zmago, da probamo igrati s tistimi igralci, ki so nekako v tistem trenutku v najbolj optimalni formi in sigurno, da se trošijo, se pravi, dočim naša klop je mogoče malce krajša napram, tem big timom oziroma velikim ekipam, v katere spada tudi Vardar. Kako naprej? Delo in še enkrat delo in pa volja ter pa počitek in verjetno bo rezultat pozitiven oziroma boljši. Konec tedna se v dvorani Zlatorog obeta nov spektakel. Začetek Lige prvakov, nasprotnik pa večni rival iz Zagreba.
V 10. krogu prve slovenske nogometne lige sta bila poražena tako Celje kot Rudar. Velenjčani so izgubili z 1:0 na gostovanju v Krškem, en gol je padel tudi na obračunu Celje Olimpija pred nekaj manj kot 2000 gledalci v celjski areni Petrol. Zmagoviti gol za goste iz Ljubljane je v 70. minuti dosegel nekdanji igralec Celja Miha Zajc. Olimpija ima na lestvici 22 točk, 6. Celje 13, 8. Rudar pa 11. Čestitke Olimpiji na zmago, razen prvih 15 minut, ko mi nismo bili zbrani, bojažljivo smo šli v to tekmo, smo bili povsem enakovreden nasprotnik, drugi polčas prevzeli vse vajati v svoje noge, igrali dobro, ena dekoncentracija, ampak Olimpija ima to individualno kvaliteto, da te kaznuje, ampak potem po golu mislim, da smo mi bili absolutno boljša ekipa, zmanjkalo kanček sreče, treba zabiti gol. Bilo je tam malo egoizma v fazi napada, dobro, to bomo že mi interno rešili. Drugo pa sem ponosen na borbeno svojih fantov in tudi na kvalitetno izvedbo. Mislim, da smo na pravi poti, da gradimo ne dobro, da bomo odlična ekipa in da bo proti nam vsakim težko igrati, tako tudi do zdaj. Celjski nogometaši še naprej igrajo toplo-hladno. Varovanci trenerja Roberta Pevnika so v 10 krogih vpisali 4 zmage, en neodločen rezultat in 5 porazov, gol razlika -1. Jaz sem izrazil eno veliko zadovoljstvo na to zmago. Zagotovo ne bo celotno prvenstvo lepo, kar se tiče igre, ampak take zmage mislim, da gradijo ekipo. Morda nam je to v preteklosti manjkalo, da smo sposobni bili trpeti, bili požrtovani, danes je kolektiv zmagal v zadnjih 15 minutah, ker smo dejansko vsi se pred žogo postavljali, metali na liniji in dejansko zadržali ta rezultat, ki smo si ga ustvarili. In zato me taka zmaga veseli, ker je to zmaga kolektiva. Zagotovo si želimo, da bi morda, ko se nasprotnik s takim številom igralcev v napad spusti, da bolje izkoriščamo te prehode, ker smo imeli situacije za 2:0, pa ni bilo nič od tega in malce sreče na koncu, ampak sreča pride samo, če ti daš vse od sebe in zaradi tega sem vesel, da smo zmagali. Jasno pa, da je danes zopet prišlo dejstvo, da je tukaj vedno težko igrati za vse ekipe. Rumeno-modri bodo v soboto gostovali v Gorici, kjer se bo tekma začela ob 18:15. Laški košarkarski klub Zlatorog je izpeljal redno letno skupščino, na kateri je bil izvoljen nov predsednik kluba. Dosedanjega Miroslava Firma bo nasledil Pavel Teršek. Firm je funkcijo predsednika opravljal 10 let. V obdobju, ko zapušča Pivovarno Laško, glavnega sponzorja kluba, se je zaradi osebnih razlogov odločil, da konča tudi s predsedniško funkcijo v košarkarskem klubu. Skupščina Laškega košarkarskega kluba je minila brez zapletov. Predsednik kluba Miro Firm, ki do konca leta še ostaja na svoji funkciji, je požel aplavz. Zadnjih 10 let je v bistvu nadaljevanje prvih 37 let tega kluba. Pogoji so bili enkrat boljši, enkrat slabši, oziroma enkrat se je lažje prišlo do finančnih sreče v zadnjih letih, ko je bila kriza nekoliko težje. Treba se je bilo prilagajati. Zdaj eno je samo vodenje kluba, tu je upravni odbor, tu so ljudje, ki delujejo, tako da sam tako ne moreš nič narediti, predsednik je pač eden izmed enakih. Tako da bili smo dober tim, ki smo pač v teh letih vodili. Zdaj, a smo bili najuspešnejši ali ne, to so pač, vedno je to relativno. Neke rezultate smo dosegli, manjka nam pa pika na i, to pa naslov državnih prvakov, ki se je izmuznil. Jaz upam, da bo pač nekdo tako srečen, pa da bo tudi to prišlo v Laško. Novi predsednik Pavle Teršek je v košarkarski javnosti še neznan. Nogometni sodnik, ki pa se podaja v košarkarske vode. Pavel Teršek je predstavnik glavnega sponzorja pivovarne, ki bo prevzel vodenje kluba. V sami pivovarni je še zdaj en kup sprememb, reorganizacij, tudi njegov status še ni čisto točno določen, ravno zaradi tega, ker se vse spreminja, je on zelo dost dela ima v Ljubljani in tudi danes ni bil prisoten na skupščini, ker je v Amsterdamu. In ravno zaradi tega smo se dogovorili, da bom pač jaz vodil klub še do 1.1., potem pa 1. januarja predamo in bo on naprej predsednik kluba. Pretekla leta so bila zahtevna leta.
Kaj pa laški klub čaka v prihodnosti? Da boljši časi, bo pa trdo, ne? Osnova vsega delovanja je denar in tam se začne, tam se vse konča. Zdaj aktivnosti, že zdajšnji upravni odbor pred to skupščino je pričel aktivnosti z zbiranjem, z iskanjem novih sponzorjev. To je bistvena stvar, da bomo zagotovili denar za osnovno dejavnost. Drugo, kar je pa zelo pomembno, je pa kvalitetno delo z mladimi in prodaja teh igralcev, ki mora biti en dodatni vir za obstoj, dolgoročni obstoj kluba. V zadnjih letih je bil to kar en lep delež in jaz mislim, da imamo kar nekaj takih igralcev, ki so zelo zanimivi že v tem trenutku, da bomo lahko dejansko dodali še tisti del pri proračunu vsako leto, da bomo obdržali klub na tem nivoju, da se pravi nekje v vrhu slovenske košarke, prav tako pa pri mlajših kategorijah. Laščani torej pogrešajo le še piko na i, naslov državnega prvaka. Da so najbolj odmevni rezultati članske ekipe. Dokazano. Številka 1 v kakovosti in ceni. Novi Tucson že od 19.990 €. Hyundai. Ta teden v Tuševem letaku vsi grški jogurti in grški tip jogurtov kar 30% ceneje. Upokojencem pa vsako sredo vrnemo 11% vrednosti nakupa. Tuš. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Izvirska voda iz zaščitenega gozdnega izvira Lurd. Oda. Le voda. Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni še v tretjem polčasu v samem središču. Spet bomo govorili o celjskih nogometaših. V pretekli oddaji smo gostili športnega direktorja Spasojeta Bulajiča, danes pa v našem studiu še predsednik kluba Stevan Đorđević. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. V zadnjih dneh, tednih se govori o samih novih vlagateljih v NK Celje. Prišli so, seveda ste zadovoljni, gre za Ukrajince. Marsikaj je bilo že povedanega, pa še iz vašega stališča, kako gledate na trenutno situacijo v klubu. Zelo optimistično. Zelo optimistično in mislim, da optimizem da je popolnoma realen. Želja moja pa, mislim, mojih sodelavcev je bila res, da če se le da dobimo enega investitora v našem klubu, da smo dober klub, pošten klub, transparenten klub in očiten dokaz, da so se ne samo Ukrajinci, ampak še drugi investitorji se zanimali za naš klub. Da vam povem, da je bilo kontakte z investitorji iz Izraela, potem z enimi Arabci, ampak najdlje smo prišli z Ukrajinci in bi rekel po 3-mesečnih intenzivnih pogajanjih, takšnih in drugačnih, mislim, da smo prišli do enega skupnega cilja, do skupnega interesa, kaj je za klub, mislim, in njihovi naš. In smo že, se lahko pohvalim, 2 dni prej podpisali memorandum o sodelovanju, o njihovi investiciji. Investicija je zelo, zelo ugodna za klub. Mislim, da bo to eno sodelovanje z ukrajinskimi sponzorji prineslo in nogometnemu klubu Celje, mestu Celje,
sigurno že v sami infrastrukturi in mislim vse skupaj, da bo apsolutno dvignilo na en raven več in naš šport, pa tudi mislim i v športnem i v ekonomskem smislu. Ne. Gre za 5-letno sodelovanje. Kaj se da v tem času narediti? 5-letno sodelovanje je bila naša želja, še bolj pa investitor. Investitor se zaveda, da dinar, katerega bo vložil v klub, ta dinar je nepovraten, brez obresti, brez vsega. Ne? Tako da po dolgem času nam ni potrebno plačati krediti in tako naprej. Vemo i sami, da smo v trenutno dobri materialni situaciji po dolgem času. Ampak moramo tudi računati za naprej. Seveda, investitor si je želel 5-letno pogodbo, ker se zaveda, da v prvem ali v drugem letu sodelovanja svoj dinar, ko bo investiral v ta klub, ne more dobiti nič nazaj. Če se pa stvari poklopijo, če klub razvijamo naprej, če igramo vsako leto v Evropskem pokalu, če smo konkurentna ekipa, tudi bo prišel do kakšnih dobrih transferov in na ta način tudi investitor računa, da bo svoj dinar povrnil, pa kaj je popolnoma legalno tudi nekaj zaslužil. Ko govorimo o tej transferi, če pride do transfera, kljub temu, da naš klub nič ne prispeva pri financiranju članskega moštva, kljub temu, če pride do kakršnekoli prodaje ali pa transfer igralca v tujino ali pa v Sloveniji, klub dobi še 50% od tega transfera. In seveda želja je tudi njihova bila za 5 let, mi seveda smo tudi za to, pa ne samo to, ampak če se bo pokazalo, da je ta sodelovanja plodna, dobra za obe strani in bomo tudi naprej še podaljšali. Se pravi, zaenkrat pa, kakor je bilo slišati, v prvih 3 letih se ne pričakuje dobička, nekako, da se vse upelje. Pa ja bi rekel 3 leta ne, ja mislim že po 2 letih, da bo sigurno, ker pričakujem z obzirom na višino budžeta, katerega so nam oni predstavili, da bo v Celju prihajali bolj zanimivi igralci, boljši igralci in da bo tudi prihajalo prej do transferov. Kaj pa zelo važno za vaše gledalce in za naše navijače je, da ukrajinski investitor skupaj z nami na prve mesto da na naše slovenske igralce. Absolutno, to je naš cilj in napisano tudi v pogodbi. Tako da je, bi rekel, velika pozornost tudi na ŠNC in da Celje kot bi rekel, center nogometa v tem našem športnem bazenu ali bi rekel v našem kraju okuplja vse te mlade igralce, da so, bi rekel, na en način vsi prihajajo v naš klub in da se ta mladinski pogon najbolj razviji, seveda, da čim prej iz mladinskega pogona pride v prvo moštvo. Rečeno je bilo, da bo ukrajinski vlagatelj vložil toliko, kot boste vi uredili lastnega proračuna. Se pravi, še enkrat več, koliko se lahko potem približno pričakuje, da bo v prihodnjih sezonah proračun zagotovo bo večji, kot je bil sedaj? Definitivno. Pa vedite, jaz, ko smo sklapali te pogodbe tako naprej, sem bil zelo realen pri naših zadevah. Vedel sem, koliko mi lahko zagotovimo denarja od naših sponzorjev, od marketinga in vsega ostalega in smo našemu investitorju, partnerju rekli, da koliko mi zagotovimo, toliko oni. Če pa oni želijo, da investirajo več, seveda mi jih pri tem ne moremo spremljati. Če oni želijo, da v klub investirajo 1 milijon ali pa 2, to je njihova dobra volja, nam to paše ali v to jih ne moremo siliti, mi seveda ne moremo biti paralelno z njimi. Tako da zelo lepo piše v tej pogodbi, da mi pravzaprav se celi ta proračun množi krat 2, koliko mi zagotovimo. Če mi zagotovimo 500 000, rečemo, da je proračun 1 milijon, če pa mi zagotovimo 700, je pa 1 400 000, s tem pravim njihovih ostalih 700, to so nepovratna sredstva. Tako da v nobenem primeru se ne more zgoditi, da bi klub na kakršenkoli način prišel v minus, ker pravzaprav tudi če se teoretsko kadarkoli investitor umakne, mimo nismo nič dolžni plačati. To je tako, da bi imeli pravzaprav vsak mesec enega sponzora za plače nogometašev, trenerjev in vse, kaj je v zvezi z prvim moštvom. Tako da proračun bo seveda večji, ne pa nekontroliran in nerealen. Tako da oni so tudi, vam moram reči, zelo, zelo profesionalno predstavili ta budžet, skupaj delamo seveda, ampak res je prav užitek sodelovati s temi ljudmi, kateri imajo velik izkušenj, ker so že 10 let bili na čelu nogometnega kluba Karpat iz Ukrajine, tako da imajo s tem izkušnje. Mislim pa, da tudi mi jih nekaj imamo in vemo, kaj si Celje želi in do kod so te meje, v kaj mi lahko gremo, kaj pa ne.
Ampak do končne potrditve sodelovanja se bo še malce počakalo, kajti nogometni zvezi ste morali zdaj vse predlagati oziroma poslati. Veste, definitivno njihov pogoj, pa tudi naš, kaj se nam zdelo zelo v redu, ker res oni insistirajo na maksimalno transparentnost, mi pa tudi. Tako da tudi za nekatere dokumente, ko sploh niso obvezni, da bi šli na Nogometno zvezo Slovenije, so že prvi sami insistirali, da bi šli ne. Tako da že v sami pogodbi piše, da vse, kaj je podpisano in kaj je napisano, mora biti v skladu i sa zakonom Nogometne zveze Slovenije, UEFA i FIFA. Tako da tudi to piše, če pošljemo memorandum, kateri je trenutno podpisan, pa pogodbi in vse ostalo, če Nogometna zveza ima kakšne pripombe in to zavrne, smo dolžni, da te popravke naredimo, da ponovno damo na Nogometno zvezo Slovenije. Tako da, dokler Nogometna zveza Slovenije končno ne da svojo luč, da je ta pogodba absolutno 100% po pravilih in da dovoljuje licenciranje kluba naprej, seveda do takrat je to sve pravzaprav še, bi rekel, malo neveljavno in neaktuelno. Tako da, ampak jaz vseeno pričakujem, da se to vse skupaj bo zgodilo v manj kot enem mesecu, tako da bomo pol zaživeli na enem večjem nivoju in moram reči, da bo to res en veliki dogodek za Celje, pa tudi mislim za Slovenijo. Vlagatelji so sprva odprta vrata dobili na skupščini nogometnega kluba Celje. Kako ste jo pospremili? Pa veste, skupščina tudi je glavni upravljački organ našega kluba. Vemo, skupščina, upravni odbor, predsednik pa tako naprej. In seveda je skupščina tako lahko potrdila odvrže. Tako da smo mi pripravili ta memorandum, oziroma ko rečeno smo ga pripravili, verjamite mi, to je trajalo skoro mesec dni, uz konsultacijo naših odvetnikov, odvetnika, kateri je pravzaprav bolj kot ne specializiran za športno pravo, potem v kontaktu z njihovim odvetnikom iz Ukrajine, tako da seveda vse so mi to gledali, pregledovali, tako da ko je prišlo do te točke, kateri smo mi mislili, da je realna in da je sprejemljiva in za njih in na nas, seveda smo to morali dati na skupščini, ker tudi v samem statutu so morali, da pridejo do določene spremembe statuta, da bi to bilo izvedljivo in seveda te spremembe statuta mora potrditi tudi skupščina, te spremembe statuta moramo tudi dati na upravne enoti in moram reči, da je skupščina potekla zelo realno, ljudje so bili obveščeni za kaj gre, kako gre, da izkoristim tu priložnost, pa da povem vam in vašim gledalcem, da smo vse čas v času pogajanja in pogovorov z partnerji redno obveščali mestno občino Celje oziroma župana, podžupana, glavnega investitorja, ker so bili določeni pomisliki zlasti nekaterih ljudi, kateri mogoče niso vedeli pravi informacije, zakaj gre, kako gre. Ja, to nič ne zameram, ker to je mogoče bila previdnost in mogoče upozorilo za nas, da budemo še bolj previdni, ampak jaz sem lahko rečem tu z tega mesta, kot predsednik tega kluba, da nikoli nisem in nikoli nič ne bom ne naredil, ne podpisal, kaj bi bilo v škodu neka Celje. Kaj rečete na to, da je bil na skupščini edini, ki je bil nekako proti ne športni, temveč direktor kluba Alen Obrez? Pa veste, kako bi vam rekel, to je, jaz sem, bi rekel, en parlamentaren človek, demokracija, pravijo, da je tak pač, to je popolnoma normalno, vsak naj dvigne ruku po svoji vesti, ne. Tako da, očitno, da je Alen, bi rekel, imel kakšne pomislike pri tem. Eni so pomisliki bili realni, drugi mislim pa, da so bili malo i osebnega značaja, ker v času naših pogovorov prišlo je do enega, bom rekel, nerodnega konflikta med Alenom in nekaterimi ljudmi iz druge strani, tako da mislim, da je tudi ta zamera vplivala na to, ampak pravim, absolutno dam pravico Alenu ali kateremu koli drugemu, da po svoji vesti glasuje. Jaz sem po skupščini drugi dan se usedel z Alenom, absolutno sem mu rekel, da mu absolutno nič ne zameram, da se nič ni spremenilo, ampak če je pa tako se odločila večina, če misli sodelovati s klubom, mora da sprejme ta pravila, za katere so bila izglasovana, bom rekel, ne z dvotretinsko večino, ampak s 95%, tako da smo se z Alenom lepo pogovorili in mislim, da bo Alen, če želi, če se vidi zelo plodno, še naprej dela v tem klubu. Če pa on drugač misli, če ne, to pa ja na to ne more bistveno vplivati, ampak mislim, da je Alen pomemben član tega kluba in koristen
sem prepričan, da bomo sodelovali še naprej. Če potem povlečem tisti konflikt, kot ste dejali z Ukrajinci, je potem njegova prihodnost še pod vprašanjem v nogometnem klubu Celje? Veste, naši investitorji nikoli niso postavili pogoj, da ne morajo iti ven iz kluba, niti bi ja na to pristal. Pravzaprav, že v štartu, ko smo mi to zaštartali, sem ja prvi pogoj dal, da moji ljudje morajo vsi ostati in bojo ostali v klubu in bojo najmanj plačeni v tem trenutku, kot so plačeni, ne. Nikoli oni niso imeli proti, celo so bili, če so ljudi res ta pravi, tu če pride situacija, če klub ima večji proračun, lahko se to naredi še bolj. Seveda, vse pa ne samo odvisno od vsakega od nas, od mene kot predsednika. Vsak, kateri v tem klubu dela konstruktivno, realno, v interesu kluba, je zaželjen v klubu in bo delal v klubu. Kdo se pa ne vidi ali kdo dela proti strategiji ali pravilom kluba, seveda ga v klubu ne bo, ampak mislim, da Alen ima rad ta klub in da bo stal z nami, seveda pa mlad, ambiciozen človek, pa lahko da ima kakšne druge ambicije, to je pač njegovo osebno odločitev. Se pravi, bomo še videli. Omenili ste že župana Bojana Šrota. Kako je sprejel vse skupaj? Po eni strani verjetno se vprašaš, kaj bo s klubom, po drugi strani pa je dobrodošlo, ko začutiš, da prihaja denar iz tujine. Absolutno, veste, to so stvari, ko se najbolj tičejo župana in mestne občine Celje, tudi kot našega glavnega sponzorja. Tako da na želju naših sponzorjev smo bili pri županu, jaz sem poklical gospoda župana, če bo gospodu iz Ukrajine sprejel, rekel, da absolutno. In mislim, to je res bila priložnost, da župan vsa odprta vprašanja da našim investitorjem, tako da po, bi rekel, enem konstruktivnem, prijateljskem, dobrem vzdušju je bilo zelo dobro, ker naš župan res zelo lepo govori ruski jezik, tako da je res prav užitek je bil poslušati ta razgovor in mislim po vsem tem, kaj njih župan vprašal, kaj so njemu odgovorili, kako je kaj videl, celotno to sodelovanje, ne samo s klubom, za celim mestom kot Celje, mislim, da je župan absolutno videl, da je stvar ta prava, da je stvar bo izpeljana transparentno, koristna za klub in je bil absolutno, ja mislim za to, jaz sem izkoristil tu priložnost za županom, da se tudi določene stvari zmenimo, če so kakršnikoli bili nesporazumi, da tudi to popravimo. Sam sem rekel županu, če sem ja kot predsednik v tem času naredil kakršnokoli napako, bom rekel, ali nerodnost, ali kdorkoli od mojih zaposlenih, da so imeli vseh ljudi njemu tudi opravičujem in da bi bil zelo vesel, če še drugi dan pride našo tekmo, tako da Bojan se odzval moje vabilo, je prišel, tako da mislim, da zopet smo oni ta pravi, ta stari in v boljših pogojih, v boljši finančni situaciji in boljšem vzdušju, mislim, da se bomo vsako novo tekmo videli na našem stadionu. Tudi Bojanova želja bila, pa tudi moja že večkrat, da sem tudi ja kot predsednik na tribuni, ker mislim, da je tudi tamo moje mesto, ampak v situaciji, v kateri smo bili, veste, da smo bili v dolgovih, tako naprej si predsednik ni mogel privoščiti, da bi še ekstra, še doktora plačil, tako naprej, tako da sem ja v tem času opravljal to dvojno funkcijo, bil na klopi iz razloga, da klubu še ostane kakšen dinar. Zdaj pa, ko smo v tej situaciji tako naprej, sem se z enim mojim kolegom zmenil, da bo hodil naše tekme, tako da od, bi rekel, današnjega dne, od naslednje tekme bo na tribuni zraven župana še predsednik kluba. In kdo bo ta doktor, ki bo na klopi za igralce? Doktor Miran Kolar. Dobro, ampak še malce o tej temi z županom. Tukaj sva že govorila v tem studiu, da ni bilo tistega pravega stika, da ni bilo odzivnosti. Kaj se je dogajalo v preteklem obdobju in kako se zdaj vse skupaj zgladilo? Veste, zgladilo se, ker so prišle prave informacije in do župani se je ostalo. Žal, nekateri ljudje, da bi, ne vem, ali sebe zaščitili ali pa ne vem kaj, če karkoli naredil, če razširil kakšno dezinformacijo ali nepravilno informacijo in če to seveda pride do župana, pride seveda do določene užaljenosti in tako naprej. Mislim, da je glavna stvar pri tem, mora biti komunikacija, redna komunikacija med klubom, med županom, zlasti pa med predsednikom županom. In ne samo, ja vam moram reči, že pri samih teh investitorjih, ko sem jaz vse to skupaj delal, da čim prej to spravimo, da to bude pravilno in vse skupaj dobesedno,
sanjal se meni, da bi nekateri ljudi pa širili določene dezinformacije, takšne in drugačne, katere bi skoraj prišlo do tega, da do tega sodelovanja ne bi prišlo, kaj bi bilo velika škoda za Celje. Naenkrat se mi zdi, da sem se zbudil, pa sem videl, da pa stvar dejansko gre v napačno smer in da si vzel čas dobesedno teden dopust, da sem šel i do gospoda Marka Zidnička i do gospoda Tomaža, do drugih ljudi, do novinarjev i sve ostalo, da sam dejansko razložil za kaj gre. Pa ko su ljudje vidjeli kakšne u stvari pravzaprav resnica je druga zadeva. Tako da mislim da tudi ta relacija, vete, v času prišlo je, mislim, do teh problemov v času, ko iz klub odhajao Simo Rožman. Ne vem koliko i za kaj, ampak je prišla informacija do župana da smo mi otpustili Simona Rožmana, kaj je popolnoma dezinformacija. Mislim, da sam to že enkrat povedal v vašem študiju, bom še enkrat ponovil. Simon je imel podporu, ko je še nobeden, ja lahko rečem, v zgodovini tega slovenskega nogometa ni imel. Kljub temu, da smo nekje 3-4 tekme zgubili to s takšnimi rezultati, 4-5-6-0, smo Simona prosili še da ostane v klub. Celo, ko je odpovedal, smo mu rekli, da še premisli, pa še 2 dni v priču meni, v priču tadašnjega športnega direktora Krajnca Ambroža, Boruta Arlića, ampak tak on se vseeno odločil moralno i sve ostalo, rekao da je to, ker dejansko takrat smo imeli, mislim, po prvem delu samo 5 pik pa na zadnje mesto. Ne. Da bi stvar bila še hujše, je prišlo do župana, da smo mi še mi igralce pripeljali, kaj pravzaprav popolnoma ne drži, tu ekipo, katero smo mi takrat imeli, so sestavljali on i gospod Ambrož Krajnc. Tako da, apsolutno, res nismo imeli nič pri tem. I to, ja sam parkrat rekao to Simonu, da še vedno ga zelo spoštujem i še danas sam ga lepo pozdravil, ampak mislim da bi bilo korektno za Simonove strani, ko se ga parkrat prosil, da to javno pride tu pred vašu televizijo pa da to demantira. Mislim da bi to bilo lažje i za klub i še marsikdo, kateri še vedno misli da smo Simona dali stran. Tako da, to je pač preteklo svete, moramo gledati naprej i mislim, ne smejo biti kakršne koli zamere. Ves naš interes mora biti da se celjski nogomet, celjski klub i sve skupaj naprej razvija. Kaj je bilo? Blag da su bile tudi kakšne napake z naše strani, ampak ja si želim sodelovanje z občino, pa tudi za Simonom. Še to da povem, dokler Simon ni šel v Domžale, že ko mladinski trener ali pa kot pomočnik prvega trenera, dvakrat sam ga prosil, če se dobimo i dvakrat smo več ko 1 uro govorili in se ga vabo da pride nazaj v klub ko šef ŠNC-a. I rekao da bo premislil, pa na koncu se odločil za Domžale. Tako da pri nas je vsak dobrodošli, nobenega še nismo dali stran. Kakšna je sicer trenutna klima okrog kluba, kako jo ocenjujete? Mislim, da je zelo pozitivna. Zlasti zdaj, ko smo se tudi še malo okrepili, naše želje da razvijamo absolutno naše mlade igralce, ampak se je pokazalo v praksi, da to ni dovoljno. Vete, bilo se tamo tekma od Kopar, Radomlje, Maribor, pa še ne vem, ki smo igrali, da mi enostavno skoro čez polovico nismo prišli. Ti mladi igralci, kateri su zlasti ključni igralci na sredini igrišća, rabijo res izkušnje i moje mišljenje strokovnega vodstva je bilo da se boju boljše razvijeli i preratali pravi igralci, če imaju zdraven suport od enih iskušenih i pravih standardnih igralcev, tako da bi rekao kod svoje mentorje, ne. In smo seveda, kljub temu da nismo imeli veliko časa, nujno je bilo pripeljati okrepitve in smo pripeljali Rahmanovića iz Maribora, Volaša, potem, kaj se je pokazalo zelo pravilno, tudi golmana Rozmana, ki si sploh ne predstavlja, kako se je poklopil, da se glih v tem času Matiš Kotni poškodoval. Zdaj pa mislim, da ste si videli, da je Rozman res eden od najboljših vratarjev v Sloveniji. Tako da še sam trener se mora odločiti, kjer ga bo postavil na golu. Tako da, vete, tam, ko se ti pike dobijo in ko se dobro igra in ko se tudi atmosfera se izboljšuje, to je pa seveda tudi stvar, kakšno bomo slačilnico imeli, tudi odvisno i od trenera, od kapetana, športnega direktora. Mislim, da se z gospodom Bulajićem zelo dobro fanti zastopijo. Še vedno je v klubu zelo aktiven in zelo korekten Sebastian Gobec. Tako da mislim, da je situacija boljša. Jaz pa upam, da bo še boljša, ker sigurno imamo namen, zlasti po zimi, da pripeljemo še enega ali 2 igralca, tako da bomo, ja osebno mislim, močnejši za kakšnih
20% i zdaj se prav veselimo vsake pike, katere dobimo do konca jeseni. Velika nam je smola, da se nam je glavno okrepitev Rahmanović poškodoval. I to njeni tekmi koji je super odigral, koji je fajn 2 gola dao, ampak gre za malo hujšu poškodbu ramenskega sklepa, ampak vseeno, jaz upam v kakšnih 3 tednih, da nas se bo vrnil nazaj. Ko ste že omenili športnega direktorja Polajića, v javnosti je pricurljala vest, da trenutno še dela volontersko. Kaj lahko rečete o tem? Apsolutno. Bane je res človek, verjamite mi, izredno skromen, občasno še preveč. Ne. Evo, Bane že dela 2 meseca, enako kot njegov predsednik, ker jaz tu delam volontersko že to 3. leto, pa tudi bom naprej volontersko, zato ni treba nič plačevati ali karkoli ne. Tako da ne samo, da dela volontersko, pri marsikateri zadevi sem ja opazil, da odprl svojo dinarico, pa še neke plače podobno isto kot jaz. Tako da res je za to vse, kaj Bane dele i se vozi za svojim avtom i tako naprej i se skoraj po celi dnevu v klubu. Bane zaenkrat od celje na svojem račun ni dobil niti centa. Svo spoštovanje. Ne. Se pravi, zdaj, ko so prišli Ukrajinci, pa boste verjetno imela kaj od tega? Pa da vam odkrito povem, seveda Bane kot športni direktor sigurno bo zaposlen v klubu ali pa kot svoj podjetnik SP. Ja tudi naprej nimam kakršnekoli ambicije, da bi delal za kakršnekoli plačilo. Želja našega investitora je bila, da ja ostanem še naprej predsednik, ker v pogovorih z mano so rekli, da mi zelo zaupajo in tako naprej. In če bo to tudi želja Celjanov, mestne občine in tako naprej, jaz sem pripravljen še naprej, da delam absolutno v interesu kluba, plačilo pa za mene niti prej ni bilo pomembno, niti pa zdaj ne. Se pravi, bo vsaj potem sledil kakšen izlet ali potovanje v Ukrajino? Definitivno. Definitivno, veste, ne samo v Ukrajino, ampak eno lepo tradicijo bomo nadaljevali, odkdaj sem ja predsednik, z obzirom, vi sami veste, da se malo takle amatersko ukvarjam s turizmom in tamo, verjetno nekje tamo, zdaj smo se nekaj menili, da bo čez vse tak posreće sem našim zaposlenim obljubo en izlet, verjetno v Dubaji. Zelo mi je žal, da nismo dobili pokal, ker sem skoraj imel že rezervirane karte, to sem rekel, da bo predsednik sve financiral in sem obljubil vsem našim igralcem, da bi šli 5 dni v Las Vegasu. In res, smolu smo imeli, zelo bi bil vesel kljub temu, da bi nekaj denarja zapravil, da bi dobili pokal. Ampak tak ena lepa tradicija, tako imamo svoje obleke in vse ostalo. V glavnem, tako kot je naš investitor rekel, zelo, zelo važno je ugled kluba in imidž kluba in na tem bomo delali absolutno ne. Malce za šalo, malce za res, potem vam niso za manj dali vzdevka Jolly Tours. Pa verjetno, da ne. Evo, glih zdaj, ko zaključim z vami, pelem naše, ko sem rekel, investitore v Cinkarnu, tako da z gospodom Tomažom se zelo dobro poznamo in on nekako verjame v moje turistične sposobnosti, bi rekel, in tako da gremo se pogovarjati, če bo vse takle njegova želje, njegovi prijatelji, pa bomo naredili eno taken lep izlet v Vietnamu, v Kambodži, tamo v januarju mesecu, ko je pauza v nogometu. Se pravi, trenutno Ukrajinci še spoznavajo Celje, podjetja, ki vlagajo v Celje? Zelo so navdušeni nad Celjem kot mestom, vam moram povedati. Že pri županu so rekli, da je to njihova druga domovina in res zelo sem presenečen, koliko so že prej nego so prišli poznali Celje, vam moram povedati, ker je to res tak profesionalni tim. Prej nego so prišli v Celje, ko so rekli sve klube pogledali mesto, potem so tu našo infrastrukturo, zlasti se želijo in to bo prvi naš pogovor, sami so videli, da marsikaj tu je dobro, marsikaj štima, ampak so ugotovili, tako smo mi, da imamo premalo nogometnih igriščev, tako da bo njihova prva prošnja, da če mestna občina Celje nam da kakršnokoli zemljo, da bo pon investirali pa naredili še 2 igrišča za trenažne procese. Drugače, res tu izredno se počutijo, se že malo učijo slovenski jezik. Ja mislim, da se bojo zelo aklimatizirali in da bo res, pravim, ni imperativ samo nogomet, ampak res je na sodelovanje med Ukrajinom in Celjem in da njim popolnoma ni, absolutno ni vseeno, kaj se bojo ljudje o njih mislili. In zato pravim, na prvem mestu jim je, da dobijo svoj imidž, a skupaj z njim še dodatno še na Celje. Župan že zna rusko, vi se učite?
Pa moram reči, ja ga zelo dobro zastopim, težko ga govorim, ker sem se dole, dokaj sem še živel v Srbiji, dole veste, da je ruski pa francoski tradicionalno popularen v Srbiji. Ne. Tako da župan ga govori zelo lepo, res lahko bi ga uporabili kot translatorja, dokler jaz, seveda, da se bom dodatno, ampak ja mislim, da se bojo prej oni naučili slovensko kot ja ruski. Ne. Za konec samo še eno vprašanje. Jutri Celje gostuje v Gorici. Boste tam kot predsednik ali doktor? Tam, z obzirom na gostočih tekmih, da mi ni treba biti na klopi, prvič bom zdaj šel gore na VIP-u, absolutno. Na vsaki naši tekmi gremo, da sem predsednik, razen če sem nekaj izven Evrope ali na potovanjih. Želimo si pozitiven rezultat v Gorici, seveda mi smo malo utrujeni, oni so pa tudi, vidite, zdaj se 4 tekme igrajo, skoraj bi rekel, dobrem tednu dni. Malo problema s poškodbami, tudi Klemenčič je obnovil poškodbo, tako da ga tudi ne bo, ampak te igralce, ko imamo vsak, kdo je med prvih 11 ali prvih 16, mora se počutiti, kot da je ta glavni igrišču. Skratka, upamo na pozitiven rezultat in da gremo pol naprej. Tako da, če želimo, da smo v drugem polovici prvenstva v zgornjem delu, vsaka pika nam bo prav prišla. Tudi kljub temu pa mislim, da mogoče v tem trenutku, z obzirom naše poškodbe, da je Gorica rahli favorit, ampak to ne pomeni nič. Srečno jutri v Gorici, hvala pa vam za obisk. Hvala vam tudi, ja. Tako, s tem pa tudi zaključujemo nocojšnjo oddajo. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Vse dobro in lahko noč.